Ok, nič, začenjamo. Dober dan in lepo zdrav vsem, ki ste se nam pridružili na pogovori s ustvarjalci 23. festivala slovenskega filma. Prvi vrsti v seveda tistim redkim, ki so tukaj z nami v dvoranici Hotela Slon. Prav tako pa tudi ljudem, ki nas spremljajo preko spleta, kar nam že vrsto let omogoča odlična ekipa akademijske televizije, ki se ji pač iskreno zahvaljujem. Drugi dan pogovorov začenjamo s predstavitvijo tekmovalnega filma, in sicer srednjemetražnega dokumentarnega filma Betonske sanje, scenarista in režiserja Urbana Zorka, ki je nastal v produkciji Hiša ena banda in pa v sodelovanju z RTV Slovenija. Poleg Urbana so z mano še Katja Lenarčič, producentka filma, in pa direktor fotografije Darko Herič. Jaz bi morda začel kar z vprašanjem, ki sem ga sicer že včeraj zastavil, ampak se mi zdelo, da si ponudil tak lep odgovor, da bi še mogoče malo razdelal, pa te prosil, da nekako ponoviš, pa tudi ti sam razdelaš. Namreč na tem festivalu tudi predstavitev tvojega prvega filma, to je Zelene utopije, se mi je zdelo tako nenavadno in tak nenavaden lok, morda celo kontradiktoren od Zelene utopije do Betonskih sanj. Ampak si tako lepo odgovoril, zakaj pravzaprav, oziroma kakšen je bil tvoj namen, kaj iščeš, kaj je tisto, kar iščeš preko teh svojih dokumentarnih filmov, no, pa če bi malo povedal. Ja, skratka je nek očiten kontrast med obema naslovoma, tudi mogoče v idiličnosti samega settinga. Zdaj, ja, jaz vidim skupne lastnosti teh dveh filmov, če že v tem, da se oba dva ukvarjata z neko skupinsko obsesijo oziroma z nekim tudi duhom dobe na nek način, to, kar je pač ne cool takrat, ampak to, kar se počne. Ladje so se gradile zato, ker to se je takrat počelo, ker to je bilo res pač množična stvar v koncu 60-ih, 70-ih, tudi 80-ih. Zelena utopija so pa tudi ljudje s svojimi strastmi na vrtičkih v tem primeru, kar so takrat z Markom Kumrom Murčem naredila. Tako da ja, oboje je opazovanje enega fenomena, ki se v bistvu bolj kaže skozi skupino, se mi zdi, kakor samo skozi enega posameznika. No, tako. Kaj pa bi ti si nek prvi povod, recimo, jaz se spomnim dolgo časa, ko sem se vozil iz Ljubljane v Koper, dejansko vidiš te barke, betonske velike barke, ki stojijo tam v strani in vrsto let, vsakeč, ko greš dol, skozi leta in leta, stojijo tam in stojijo in stojijo. Pa če sem se takoj spomnil na to, ampak kaj bil pa zate tisti prvi povod, da si se tega lotil, oziroma ti je padla ta ideja na pamet, da bi se to lotil? Ja, v bistvu se je začelo tako, da smo na ena bandi imeli neke redne, recimo temu laboratorije, kjer smo razvijali ideje za dokumentarne ali pa tudi druge filme. In jaz sem nekega dne privlekel, dosti na začetku se mi zdi ta nek otroški spomin, ki sem ga imel na te ladje. Čisto otroško pač. Na Viču tam je bilo veliko teh ladij, veliko več, kot jih je danes seveda, ne. In sem se vprašal, a so še, ker jaz jih v bistvu niti nisem več toliko videval. Mogoče sem pa tja kakšno v kotičku česa zapazil, ampak drugače pa ne. In sem naredil nek model, kaj bi zdaj to lahko bilo, kaj bi te zgodbe danes lahko izgledale, a bi bile to neke, mislim, vedno me je zanimalo, da se to sploh končala, ne, že kot otroka se spomnim, tako pa kdo to dela sploh, ne. In pa sem si v bistvu odgovoril na to otroško vprašanje, tako se je to začelo. Ja. Katja, kaj pa ti, mislim, kako ste se lotili pravzaprav tega iskanja teh oseb? Pač ok, padla je ta ideja, predvidevam, da je bilo kar nekaj energije potrebno vložiti v to, da se danes, kot si rekel, niso več vidne te barke toliko, ne, kot so bile pač enkrat. Ne, moraš to zeleno. Ok. V bistvu je Urban že medtem, ko smo čakali na rezultate, naredil dobršen del raziskave, imel je tudi pomočnike na terenu. Zdaj sicer potem na koncu smo ugotovili, da iskanje teh ljudi sploh ne bi bil tak problem, če bi imeli mi malo več časa. Tako da pomanjkanje časa se je tukaj izkazalo kot največji problem, no. Ker potem, ko smo mi že zaključili film, oziroma smo bili že v zadnjih fazah zaključevanja, smo prihajali do vedno novih ljudi, do cele, mislim, še do dodatne zgodbe, no. Ja, mislim, tukaj te ljudje, ko prideš na nek ta nivo, so povezani vsi med sabo, a ne. Mislim, ne ravno vsi, ampak če že se ne poznajo osebno, nekako vejo, so slišali za enega tam, ki pa za sosednjim hribom je pa nekaj počel, a ne. In zdaj mogoče tam za unim sosednjim hribom je še kakšna ladja pri tistem človeku in včasih je tudi blano, tako da smo se tja odpeljali in tam je bila, recimo, ne. In pa smo jih tako v bistvu najdli, a ne, malo tako po mreži smo šli, a ne.
Kako ste se pa odločila, predvidevam, da ste imeli več ljudi nekako, vsaj v začetnem izboru, kako ste se pa odločili, koga vključiti dejansko v film? Ker vidim, da niste vključili samo graditeljev, ampak recimo tudi neke umetnike, ki te izdelke vključujejo v svoja dela oziroma pač predrugačijo, postavijo v nek drug kontekst. Kaj je bil tisti končni izbor, recimo, kako ste zastavili? Ja, neko idejo na začetku? V bistvu, Urban, mogoče lahko poveš, da ne samo, da smo naredili končen izbor, kar se tiče ladij, ampak smo imeli tudi širše zastavljen dokumentarc sprva. Ja, v bistvu tako, na RTV-evih razpisih. Posnet. Ja, na RTV-evih razpisih, ki nekako potem tudi vplivajo na obliko filma, je ekstremno malo časa za narediti film, v bistvu pol leta. Se pravi, dobro, ti se lahko prej pripravljaš, ampak niti ne veš, da imaš finance, pol dobiš finance in pa imaš pol leta. Tako da jaz sem bil sem hotel iti na ziher in nisem bil prepričan, da bojo ljudje toliko želeli sodelovati, kot so na koncu. Bil sem prepričan, da bojo precej nepredvidljivi, kar so bili, kar je za kratek čas res težavno. Tako da smo v bistvu zmislil sem si še 2 poglavji filma zdraven, ker ne vem, če bi jih zdaj tle ful ekspliciral, kaj sta bili, ampak nista pristali v filmu. Smo jo pa posneli. Sta bili krajši in nekako pomožni, no, ampak potem se je izkazalo, da jo ne rabimo. Bol sem se pa predvsem tega, se pravi, vse ljudi se je najdel, ampak res, ker so to vseeno tako do neke mere osebne zgodbe, pa tudi te ljudje na nek način so specifični. Zdaj težko rečem na kakšen način, ampak so malo specifični, no, vsak na svoj način. In nepredvidljivost je bil nek skupni imenovalec. Tako da na koncu se nam je vse ravno zložil, recimo. S tem, da sem jaz res, mislim, da sva dobesedno ljudem malo visela za vratom, klicala, kaj se dogaja, in malo bolj kakor iskala tako, tam je še nekdo, pa še nekdo, smo šli bolj po liniji ladja, ta ladja tam in katere zgodbe se na njo navezujejo. Zato smo tudi recimo, ta zgodba teh umetnikov v Avstriji, to sva še z Darkom čisto na začetku, je bila ena izmed prvih, ki sva jo slučajno najdla, iskala, on je omenil, da tam pri Mariboru je bila neka ladja, vsi so to ladjo omenjali in pol sem šel jaz malo googlat in nekako jo po nekem res čudaškem naključju najdu to isto ladjo tam v Avstriji in se mi je zazdelo, da bo ista in potem je bila, in pa smo pač to zgodbo počasi brskali ljudi in tako. Kaj pa sama, lik si v Darka omenil, me zanima, zdelo se mi namreč, da v filmu prepreduje ena taka podoba brez sonca, predvsem mračna, ne mračna v tem smislu, ampak v bistvu je sonce skoraj odsotno, razen v par posnetkih. Pa se mi zdi, da sta res nekako, ne vem, zaradi tega, ker ste začeli snemanje v obdobju, ko ni bilo sonca, nadaljevala na ta način, je bila to neka druga estetska izbira ali sta je preprosto naključje vse skupaj pripeljalo do tega? Čisto naključje ni res, da ni sonca. Malo ga je. Ja, jeseni smo snemali, tako vreme je. Ne, meni se je zdelo resno, da poveduje ena taka modrikasto siva pač barva, kjer ne pride tako do izraza te svetlobe sence, tako do izraza. Pa sem se res spraševal, je to letni čas bil, v katerem ste začeli snemati ali bo kaj drugega? Mislim, tako je Darko rekel, leten čas je bistveno vplival na to, je pa to res, tudi jaz, ko sem včeraj film gledal, je ta neka, mislim, da se povezuje ta sivina z malo to neko predmestnostjo, tako da ja. Ampak se je kar zgodilo, ni bilo pa, ne vem, če je bilo ravno načrtovano v tem smislu. Mi smo snemali ne samo to zgodbo, ampak še 2 drugi zgodbi in včasih smo prepletali neke stvari, ki so bile po isti dan in pač bolj kot ne smo se prilagajali pač ljudem, ki smo jih mogli posneti, kdaj so imeli čas. Pa tudi nam, kdaj smo imeli čas. Kaj pa dejstvo, da se je recimo del dogajanja odvijal v barki, kjer je verjetno svetloba bila zelo omejena, večina pa izven barka, kjer je pač se imel opravka z svetlobo, z naravnimi pogoji svetlobnimi. Mislim, koliko ste to prilagajali, ste izpuščali mogoče kakšne dele, kjer se barki ni dalo postaviti določenih luči, recimo, da bi posneli kakšne posnetke? Ne vem, zdaj prav svetlobno, ne vem, če čisto zares. Mislim, mi smo skozi razmišljali seveda o tem, da bo primerno vreme, pa to ne, ker če dežuje, potem si pol ni okej, a ne. Mislim, za nas ni bilo okej v večini primerov. Notranjosti so bile pa res, se to se tudi vidi v nekem momentu v filmu, res razsute, a ne pogosto. Tako da z njimi nekako nismo, poleg tega, kar smo naredili z njimi, nismo nekako drugih načinov najdli, da bi jih zdaj drugače postavljali, tako da smo pol bili zunaj. Pa tudi mene, v resnici so me ta neka ikonična podoba te ladje, ki tam je, kraljuje na nekem vrtu za ljudmi, to me je malo fasciniralo, oziroma oba naju, z Darkom pa so pol to malo
obdelovala iz raznih vidikov. Zanimivo se mi zdelo tudi to, oprosti si, kaj hotel kaj reči. Ne, hotel sem reči, da smo uporabili umetno svetlobo pri eni sekvenci, kjer smo v bistvu postavili te barke v neko obdobje mraka, ko se že mrači, ko je zunaj temneje in smo znotraj bark prižigali luči, tako da izgleda v bistvu, kot da nekdo prižge luč, kot da se neko življenje prebudi v teh ladjah. In smo naredili to neko toplino, ki je mogoče ni bilo prej, ker so te betonske kovinske ladje tam samejale. Pa tudi ta prizor, ne vem, ko ste naredila, no, ko v bistvu je dejansko občutek, ko sta znotraj ene barke, da se barka premika, kot da bi bil recimo svetilnik, utripala tista luč. Tisto se mi je zdel tudi blazno lep prizor, no, mislim, pač en posnetek. Kako sta to naredila? Pač imeli smo neke luči, ki smo jih od zunaj ali pa od znotraj, pač odvisno, ki je bila kamera, prižgali. Bile so pa tudi prenosne, tako da mislim, tako neki ti paneli na baterije in smo jih lahko premikali. Ampak je bila to ideja svetilnika ali je bila to ideja potovanja? Mislim, bila je ideja potovanja, bolj kot ne. No, tako sem prišel ali pa sva prišla na to idejo. Vem pa, da svetlobno smo mogoče se najbolj komplicirali s temi kadri, ne samo zato, ker je bilo treba luči ne premikati pa nekako to vse delati, ampak zato, ker je bilo ladje treba ravno v somraku ujeti, ravno v večeru, ne čist preveč v temi, ne čist v svetlobi, tako da to smo pa laufali od ene do druge, zato ker niso skupaj. To je dejansko šlo samo eno na dan narediti. Več enkrat smo probali dve, pa smo samo zamudili. Ja. Ne, mislim, da smo hoteli to neko dušo ladje prikazati, neko to, da ona je živa na nek način s tem. Ja, da je živa, tako ja, mislim, oživine, se to je jasno. Ja, to je tudi eno izmed vprašanj, ki sem si zastavil med filmom, mislim, ker namreč samo ena od teh bark konča v morju, če sem prav videl, oziroma pa v presodil po tem, kar sem videl. No. Tako da me tudi to zanima, no, ker zgleda, da večina teh ladij obstane, da enostavno pač živi to življenje samo tam, kjer začnejo delati, da redka katera res konča v morju. Ne. Čeprav vedno povezujemo z barke z morjem, seveda. Ne. Ja, to je bilo precej vprašanje, ki sem se ga že od začetka tega projekta zastavil, koliko naj bo tle morja, kakšno naj bo to morje, pol sem malo seveda omejitve samega razpisa projekta naredile svoje. Mal je pa tudi, mislim, veliko je v bistvu zgodba tudi sama naredila, v smislu, da sem bil vedno bolj prepričan, da me zanimajo te, ki so obstale, ki so obtičale, ker oni imajo svoje življenje, če so tam že 30 let, to ni samo tisti človek, ki jih je gradil, ampak še vsi okoli, ki pač imajo nek konkreten odnos do tega. No, in ker smo bili že prej pri drugih likih, so bili tudi drugi liki, ja, ampak so odpadli nekje na sred ven, ker enostavno niso želeli, zdaj sem se spomnil, tam pač bilo je par lokacij okoli Ljubljane, v Mariboru, to je bilo nekako to en košček rahlo boleče družinske zgodovine, da na koncu niso bili zmožni tega ven iz sebe dati. Pa so bili še ful za na začetku, tako ja, to je ta zgodba, pa je bilo pa, bolj ko so razmišljali o ladji, bolj jih je nek mrak malo objemo. Ampak, no, to jaz vedno rečem, da čisto objektivno gledano je pa tudi so te ladje dosti množično prestajale v morju in še danes plujejo po 40 letih, a ne. Samo mi smo pač en kot tega fenomena v bistvu objela. So pa nekateri srečni lastniki, ki plujejo z njimi, zdaj so že malo stari sicer, tako da jih prodajajo. Sem pa opazil jaz, da to so v glavnem bili tako eno tako zelo čez palec opažanje ljudje, ki so res ekstremno pedantni, ekstremno natančni, taki, ki se res lotijo nečesa in končajo to v 2-3 letih. In vsi ostali jih imajo pač na vrtu. Meni je bila zanimiva ena gospa, ko je imela to 30-40 let na vrtu, ko mož umrl. Je rekla, da je bila enkrat v življenju gor na krovu, ko so otroci šli gor, da je šla gor, da ne bi dol padli. To je ta odnos, ki je bil v tej družini, ne, s to ladjo. Ja, želiš eno zgodbo v objektivu povedati, ali ne? V bistvu ja. Cel film je posnet z enim objektivom, z 20 mm, zato ker smo si nekako tako zastavili film na začetku kot triptih in smo se odločili z Urbanom, da bomo vsako zgodbo posnela z enim objektivom in za barke smo izbrali 20 mm in pol, ker sta ostala dva dela šla v montaži ven, je pač cel film posnet z enim objektivom. Ja, kar, mislim, zanimiv eksperiment, nisem še nikoli se čez takega lotil, pa tudi ta film ni bil planiran kot tak, ampak evo, je kar je.
Pa še ena stvar me je zelo presenetila pri filmu, oziroma presenetila, no všeč mi je bila dejstvo, da v bistvu vidiš oziroma je razvidno, da je gradnja teh betonskih bar stvar nekega določenega obdobja, kot si rekel, in sicer zelo konkretno teh 80 let oziroma tega časa neke skupne prejšnje države. In kar se mi je zdelo zelo lepo, kako si nakazal s to osebo, pač ne vem, kdo je bil druge narodnosti, no, ki ga vključiš v pripoved notri, kot da je eden izmed drugih oziroma del tega časa. No. In to bi res pohvalil, no. Se mi zdi, tako res ena taka lepa lastnost tega filma. No. Pa me zanima, ste imeli še kakšne take zgodbe, oziroma si zavestno odrekel temu, da izpostaviš to obdobje. Čeprav je rečeno parkrat, ampak ni tako izrecno fiksirano v 80. leta oziroma to obdobje. Aha, da bi prav 80. govoril. Ja, ne, stvar je v tem, da to je še precej težko je zamejiti ta fenomen v resnici, zato ker je prihajal v več valovih in potem nekateri valovi so bili bolj fokusirani na en material, tako kot na beton, drugi so pa potem že malo upletali druge valove, recimo, vem, že takrat, ko smo delali, vem, da te neke kompozitne barke, ki so jih delali in tako naprej, to so bili, recimo, kakšen Karpo Godina je to delal, ki smo ga tudi imeli za nek alternativen konc filma, nekako planiranega, če bi šlo tisto narobe z originalnim. Potem, kdo še, veliko teh nekih v bistvu znanih Ljubljančanov je delal neke kasnejše valove. Tako da je težko reči, kaj točno je bil ta čas. Večinoma so bila 70. 80. Nisem pa mogel reči, to so bila samo 80. Ja, zato ker to je kar trajalo, to je trajalo od konca 60. skoraj. Vse to, da traja, je zelo razvidno, ne? Ampak zdelo se mi je, da je vezano v bistvu s tem nekim drugim sistemom, z drugo državo, v kateri smo živeli, ja, to je povezano. To pa ja, tako da se strinjam v tem smislu Nikola, ne, to je pač ta en izmed likov oziroma ja, ki je, on je originalno iz Like, mislim, da to omenja, ampak on živi v Ljubljani že od leta 60, pač že dolg časa. Je definitivno del te dobe, nismo pa dobili nikogar drugega v tem smislu, da bi bil iz kakšne od bivših republik, pa tudi nisem zares, ali pa nismo iskali, ker sem jaz hitro dobil informacije, da je bilo to zelo, mislim, je bil duh dobe, je bil tudi globalen duh dobe, ampak zelo specifično socialistično slovenski. Se pravi, v Jugoslaviji je bila v glavnem Slovenija, tako so mi nekako ocenili, da 81% je bilo kar v Sloveniji zgrajenih. Hrvati malo preveč mogoče dejansko živijo z morjem, da bi to ful zaobjeli, pa so pa si gradili tisto, kar so dejansko rabili, Slovenci so pa sanjali o tem, kako bi bilo imeti nekaj. Glede na to, da smo sami, verjetno vprašanj ni, tako da bi se jaz najlepše zahvalil ekipi, vprašal morda, če smo kaj pozabili izpostaviti. Mogoče sam to danes ni z nami Lukasa Miheljaka, ki je montažer in mislim, da je naredil res ful dobro delo pri tem filmu, tako da ja, mislim, da smo vsi ful zadovoljni, no, pa nasploh je bila ekipa krasna. To sem hotela reči, celotna ekipa je bila čudovita in delati z vami vsemi je bilo super. Ok, najlepša hvala še enkrat za to. Hvala lepa. Prosim.